Že na vse zgodaj se naša ekipa odpravi po nakupih. Sprva prazen voziček se prične kmalu polniti. Kruh, moka, mleko, riž, testenine, narezki, v voziček so romale ogromne količine hrane. Jačka. V hladnih dneh se prileže tudi kakšen čaj in seveda obvezno kava. Tudi posladkali se bodo lahko. Poleg hrane smo poskrbeli tudi za kozmetiko in ostale potrebščine. Ker pa so pred nami prazniki, je prav, da vsaj za eno noč tudi oni odmislijo tegobe. En šampanjček. Ob koncu je imel Tomaž kar precej težav s potiskanjem polnega vozička, a mu je vendarle uspelo priti do blagajne. Akciji so se nemudoma, ko so izvedeli za stisko delavcev tehnika, pridružili tudi v Šparu. Mislimo, da je tudi zelo pošteno in na mestu, da nekaj vrnemo lokalnemu okolju, v katerem smo, in seveda tudi vsem pomoči potrebnim v teh prazničnih časih. Do dobra založeni z vsemi potrebščinami se odpravimo na pot. Kome? Po dobre pol ure prispemo. V domu nas pričakata Hasan in Branko, ostali so bili namreč še na gradbiščih. Z obrazov je bilo razbrati presenečenje, srečo in predvsem hvaležnost, a tudi žalost. Kljub dobroti ljudi namreč ne morejo odmisliti težav. Groza, jaz bom povedal groza. Jaz sem to že 36 let, pa sem tega prišel. Močno že pogrešajo svoje najbližje. 2,5 meseca nisem bil doma. Pa tudi neči denarja nisem poslal, drugače mi žena pa otroci živijo od mene, od mojih denarja. Če jaz tukaj zaslužim pa dam doma, oni ga imajo. Če jaz neč ne dobim, neč ne dam njima. Njihova največja želja je, da bi lahko vsaj za praznike obiskali družine. Če bi lahko, kar otroci dol pa, vnuki pa, vse so. In tudi tukaj smo jih presenetili. V meno malenkost izročamo tudi v denarni obliki in mogoče se vam uresniči ta vaša želja in greste domov za praznike. Kot da bi se zgodil čudež. Čudež ali ne, a skupaj nam je uspelo vsaj za nekaj dni ta dom spremeniti v pravi paradiž.